nagrada za najboljše literarno delo po izboru Društva slovenskih literarnih kritikov. Knjiga Tuja mehkoba zajema 3 dele, sledi, perspektive in brazgotine, in nekako zasleduje zgodbe, ki jih poskušam s temi podnaslovi ujeti. Se pravi, zgodbe ljudi, ki so mogoče mimoidoči v naših življenjih, ampak puščajo bodisi vidne, bodisi nevidne sledi, in te sledi potem vlečem tudi skozi brazgotine, kot neke trajne sledi, kar čas pušča na telesih. Se pravi, pišem veliko o usodah različnih ljudi in tukaj je potem še ta ključna beseda perspektive, da poskušam res pisati empatično do njih, da ne vrednotim njihovih življenj, o katerih pišem, temveč da jih probam kar se da nežno predstaviti, a predstaviti v vsej njihovi dramatičnosti. Se pravi, naslov je prišel iz naslovne pesmi in se mi zdi, da pravzaprav zajema princip, po katerem je knjiga grajena. Ves čas poudarja tujost, ves čas poudarja grobost v tem svetu. Meni se je zdelo v procesu pisanja, da je preveč pesimistična. Eden od delovnih naslovov, ker imam motiv teže in tovornega vlaka, eden od delovnih naslovov je bil teženje, ker se mi je zdelo, da teži sama sebi in drugim s temi težkimi zgodbami, hkrati pa ravno to poskuša v bistvu pokazati, da če nekaj izrečem je lažje, če nekaj izrečem je res, in s tem je potem tudi ta mehkoba, če nekaj izrečem nekomu, potem oba skupaj nosiva to težo. In se mi zdi, da naslov, čeprav je na prvo mogoče manj komunikativen, pravzaprav ponazarja celo knjigo. Jaz ne mislim, da literatura karkoli mora in da literatura naj vsebuje kakršnekoli bodisi tematske, bodisi vsebinske stvari. Ampak hkrati pa moja literatura ne more ignorirati sveta okoli sebe. Jaz ne zmorem pisati, ne da bi ta kontekst ves čas se vsiljeval. Tudi če pišem ljubezenske pesmi, so tam neki kraji, ki potem vplivajo na to. Tudi če pišem zelo intimne pesmi, je ves čas nek socialni kontekst zraven. Zdaj pa konkretno to kritiko, mislim, lahko razumem kot pohvalo temu, da mi je uspelo držati mejo tega, kaj je potrebno, da literatura učinkuje. Jaz ne spomnim se več, kdo je to rekel, ampak je izjava, da je dovolj, da spremeniš enega človeka s knjigo, da ni treba spreminjati sveta. In nekako probam na ta način pisati, da moja knjiga ne rabi megafona, rabi pa pozornega bralca.